jaz sem Janin, tole je pa Elena Kukovica. Živijo. Živijo, Elena. Živijo. No, ona je popotnica, kot verjetno pričakujete, in kot vidite, smo zdaj v porečju Amazonke, tam je eno drugavo, ki ni najbolj čist. Če pa ne verjamete, potem pa recimo verjamete, da smo nekje v jugovzhodni Sloveniji, tukaj vam paše. Elena, ti imaš malo tako eksotično obliko tega imena Helena. A se je to rusko, ukrajinsko, kitajsko? Vse, kakor hočeš. Aha, okej. Elena je grško ime. Kar pomeni Grkinja, dobesedno. Ja, pomeni luč. Ja, jaz sem slišal, da Rusi, da Grki sami sebe imenujejo Heleni. Tudi. Luč je pa tudi lahko, kar se mene tiče. Ja. Okej, a zakaj obvladaš kakšne grške filozofije ali kitajske? Se zanimam, ampak ne moram reči, da sem ekspert. Bo enkrat posebej se potem posvetuje. Aristotelu recimo. Okay. Ampak, da mi ti povej, ti si že veliko prepotovala, ne? Nekaj sem že. No, kar, recimo, kje si bila? V zadnjem času sem bila čez celo Centralno Ameriko, pa potem sem šla še zgornji del Južne Amerike. Od Bolivije do Panamerike. Ne, malo pretiravam. Šla sem v Nikarago, Kostariko, Panamo, potem pa še v Kolumbijo, potem sem šla pa čez v Južno Korejo, ki mi je ful všeč, pa v Indonezijo. Wow. Slučajno veš, tam med Panamo in Kolumbijo je eno tako čudno ozemlje. Damien Gap. Darien Gap, zakaj se to imenuje? Gap pomeni brzel, ko zelo poveš. Ja, zato je čez neprehodna džungla tam. No, če še niste vedeli tega, zdaj veste. Bom nekaj drugič razložil, pa mogoče bo tudi Elena razložila. Lahko z migracijskega pogledati to razložim, ker se bolj zanima. Super, evo, genialno, ni moč bolj. Živijo, mi smo na šapinu pikniku, danes pri Krki. Hello! Evo, to je pa nas boss man. Janinovi sledilci. Čakaj, to pol Krka ali je Orinoco? Amazonka. Amazonka je. Janin res pojma nima, ne? Očitno pozna cel svet domačih krajev, pa ne. A pol ni Amazonka, ali kaj? Ti pa zadnje čase, pač, kaj si ti študirala pravzaprav? Pravnica sem rekla. Pravnica si, ampak zdaj še ne delaš kot pravnica. Sem že, Aha. pa malo pauze. Ok, in zdaj delaš pa kot vodnik, se reče pravilno, vodička skratka, ne? Tako, ja. Pršak. Kje pa kje vodiš? Jaz vodim, daj tudi vodim, drugače vodim, Kirgizijo, pa Centralno Ameriko, zdaj grem decembra v Kostariko, pa pripravljam Južno Korejo, tako da upam, da bo naslednji let že zunaj, moram še malo spomniti. Čakaj, tole je tema za naslednjih 5 ur, ne? Daj mi ti povej, po katerih državah Srednje Amerike? Kostarika praviš? Nikaragva pa Panama. Nikaragva je nekoč socialistična in veliki trn v peti Američanom, danes pa je stvar komplicirana. Se pa malo pobira, ja. Na Facebooku bi se reklo, it's complicated. Katera se ti zdi najbolj zanimiva od teh treh? To smo pa tako nehvaležen. Vem, mene skozi sprašujejo, pa sem zmeri jezen, da se pa ti malo matrej. Kako? Centralna Amerika ima en poseben šar, meni tam doma se počutam. Kirgizija je bila moja prva destinacija, tako da ima tudi en čist poseben del. Južna Koreja mi je bila pa že skozi všeč, ker sem se korejščino naučila. Aha! Pa še eno čist drugo povezavo. In zdaj govoriš korejsko ali kaj? Mejčka. Wow! Malo sem že pozabila. To pa ni kar tako. Jaz sem se en kupenih jezikov učil, ampak korejsko ne znam pa čist nič. Super. Čakaj, veš, deva pogledati za začetek samo tole Srednjo Ameriko. No, v teh treh držav, kje je največ tazga zanimivega za tvoje pojme? Odvisno, kaj iščeš. To itak. Kostarika ima res noro lepo naravo, pa zelo lepo se ohranjen. Zato, ker imajo res poudarek na bioturizmu. Super, ekoturizmu. Problem je, ker je draga. Ful je draga. Zato, ker gre vsi ameriški penzionerji, se tam bajte kupujejo in je res drago. Je pa lepo. Nikaragva ima en čisto čar, ker prideš v drug svet. Ljudje so ni boljših ljudi, toliko so prijazni, vse ti dajo, pa nič nimajo. Čakaj, jaz sem bil tam pred par let in takrat sem se pogovarjal samo o korah. Recimo, 10 paradajzov za eno koro. Kora pomeni quarter, tega je beseda kora, kar je 25 centov ameriških, ne? Pa še tako? Ja. Še vedno? Najbolj smešen je, ko greš čez mejo iz Kostarike v Nikaragvo. V Kostariki je ena kavica en pir $10, ker je pač bolano draga. Greš čez mejo 50 centov.
next level razlika. Ampak kar bi pa jaz... A si bila v Mehiki pa v Gvatemali? V Mehiki sem bila, v Gvatemali še nisem bila. In če bi primerjala Mehiko pa te tri države, kje je več takih? Zdaj recimo, kar se tiče pač starih indijanskih kultur, verjetno Mehika, ne? Ja, pa Mehika je tudi tako velika. Ja, Mehika je ogromna. No recimo Yucatan, no? Ja, Yucatan je mor. Toliko stvari se ponuja. A to si šla sama ali kot vodička? Sama. Aha. Sama, ja. S prijatelji? Z družino. Aha, okej. Kje ste pa bili? Na Yucatanu, že cel Yucatan. Ja, a cel Yucatan? To ste najeli, kakšen taksi ali kaj? Avto. Avto, aha, super. Ja, super je. Od Tuluma do Ušmala in se živa. Ja, vse je Merida. Kaj te najbolj... Eno stvar si izberi, ki te je bila taka, ne na... Čečenica. Poln cenote, vse na jame, ki se lahko kopaš. Ja, tiste dve, ena sama je res zanimiva cenote tam v Čičenici, ki je taka kot ten kotu, pa so pa še dve neverjetne cenote, se pravi temu, ja. Ja, tist je, wow. No, tako, za danes toliko. Upam, da ste se zabavali tukaj ob porečju, ne, ni Orinoko, ampak je Amazonka. Če pa ni Amazonka, potem je pa Krka, nekaj od tega. Kaj misliš, kaj bi bilo? Amazonka, ne bo Amazonka. No, ob Amazonki smo se lepo zabavali. Elena, hvala lepa, da si nas obiskala. In hvala tistim, ki ste nas gledali celo oddajo. Če pa niste gledali celo oddajo, potem pa nič hvala. Adijo.